Božidar, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Zdravo. Si v zaporu v Murski Soboti, zaprli so te, mislim, da 25. marca, ne? Da. To je bilo tik pred veliko nočjo. In od takrat naprej pa praviš, da do tega ponedeljka si gladovno stavkal. Tako. To je bil dober mesec dni, pa me zanima, kako se počutiš? Pa počutim se še dokaj v redu, edino malo se je začela atrofija mišic, ko sem zgubil 9 ali 10 kg v tem enem mesecu, drugače se pa stanje zdaj malo zboljšuje. 6. aprila si na svojem Facebook profilu objavil obvestilo javnosti, v katerem navajaš, da je razlog za stavko nezakonito delo Okrajnega sodišča v Murski Soboti. Kaj da popravim, Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Okrožnega, aha, dobro. In šikaniranje strani sodnika Stanislava Juga, ki ti je sklepom onemogočil, da bi te zastopal izbrani zagovornik. Sodnika si kazensko ovadil. Prosim, povej, kaj se dogaja. Začnemo, zgodba je stara, ima že dolgo brado. Namreč sodnik Stanislav Jug je bil v tistem primeru, ko sem bil leta 2012 v priporu, skoraj 3 mesece zaradi 5 rastlin ali 8 konoplje. Drugače je po moj tak imenovani izbrani sodnik. Do zdaj mi je sodil v vseh primerih, na srečo me ni uspel dostikrat spraviti v zapor. Kasneje v tem primeru, tudi zaradi katerega sem zdaj not, mi je pa v prvem postopku preklical kazen, pogojno kazen za kasneje storjeno kaznivo dejanje, ki se lahko prekliče po 60. členu kazenskega zakonika samo v primeru, če predsednik senata v tisti zadevi, ko mi je izrekel pogojno kazen, ne bi vedel za obe prej storjeni kaznivi dejanje, to se pravi vedno za konopljo. Jaz sem ga takrat upozoril, pa moj zagovornik, pa še ena zagovornica, da je to nezakonito, zato ker sem bil takrat v priporu, zato ker sem imel še 2 obtožbi za gojenje konoplje in je predsednik senata, to je bil predsednik sodišča, tudi Branko Palatin, mi izrekel pogojno kazen na predlog tožilstva. In v zapisniku v predobravnalnem naroku in tudi v sodbi je jasno zapisano, da mi jo izreka kljub temu, da proti meni potekata 2 postopka za isto vrstno dejanje. Se pravi, to je naredil z polno vednostjo. Jaz sem napisal že nič koliko krat, ker takšen sodnik ne bi smel soditi, verjetno niti na nogometni tekmi. In sem ga zaradi tega kazensko ovadil po 288. členu, se pravi pristransko sojenje. Očita se ti kaznivo dejanje po 186. členu kazenskega zakonika, da si zaradi prodaje ali dajanja v promet hranil konopljo, ki je razvrščena kot prepovedana droga. Ta isti člen kazenskega zakonika je bil sedaj poslan v ustavno presojo. Čaka se ocena ustavnosti prvega odstavka 186. člena kazenskega zakonika. In to je ravno to, kar obtožujejo tebe. Zakaj se postopek proti tebi ne ustavi do ocene ustavnosti? Stvari so malo bolj zakomplicirane kot to. Jaz sem v tej sodbi, smo bili soobdolženi, moja partnerka in njena sestra, v začetku celo zaradi hudodelske združbe in to skupaj za nekje 50 gramov konoplje. Jaz sem imel 16, pa one 2 okrog 30. Ampak stvari so malo bolj zakomplicirane, namreč s prvo sodbo Okrožnega sodišča, ko mi je sodil tale sodnik Jug, sem imel 2 kaznive dejanje, se pravi, kako se to strokovno pravi, preprečitev uradnega dejanja uradne osebi, policista, in pa za konoplo. In ko mi je sodnik Stanislav Jug določal kazni, se pravi 4 mesece za spor s policistom, 5 mesecev za konoplo, in ko mi je preklical še 9 mesecev pogojne kazni, mi je izrekel skupno kazen v trajanju 18 mesecev, se pravi leto in pol.
Vendar, ko je višje sodišče v Mariboru razveljavilo to sodbo, je obenem razglasilo sodbo za pravnomočno v delu, ki se nanaša na preprečitev dejanja uradne osebi. Vendar pač sodišča delajo po svoje, vidiš, ko smo na repu pravosodja v Evropski uniji, in je pozabilo izreči kazen. Tako mi je kazen za teh 4 mesecev ostala samo določena, ni pa bila izrečena. Določena kazen je pa neizvršljiva. To je zdaj malo bolj zakomplicirano. In če je neizvršljiva, me sodnik ne bi smel poslati v zapor. Višje sodišče je sicer pol razveljavilo in v ponovljeni sodbi mi je to kazen izreklo, vendar je s tem nezakonito poseglo v že pravnomočno sodbo, kar je nedopustno. To je tudi zdaj spor na sodišču. Jaz sem, čeprav je vse to skupaj bilo nezakonito, sem vseeno zaprosil sodišče najprej za preložitev kazni, ker kot veš, sem bil izbran za govornika na nedavni UNGAS konferenci v New Yorku. In sem zaprosil tudi za alternativno prestajanje kazni. In tu se začne spet zgodba z sodnikom Jugom, ker mi je onemogočil, da bi me zastopala izbrana odvetnica. Namreč zato, ker naj bi nekoga zastopala, oziroma mojo partnerke sestro, v tem istem postopku. Ampak izvršitev kazni je upravni postopek in nima s kazenskim postopkom dejansko več nič. Zaradi tega sem se tudi pritožil na sodišče, vendar okrožno sodišče v Murski Soboti dela po svoje. Razsodba Višjega sodišča v primeru Janka Pirca je korak v pravo smer. Oba veva, da narašča število ljudi, ki se samo zdravijo s konopljo. In to odpira vprašanje, kako ravnati naprej s uporabniki konoplje. Bodo kar pozaprli te ljudi, ki si želijo sami vzgojiti konoplje za svoje zdravje? Zgodba je spet malo bolj komplicirana. Glavni krivci so dejansko na Ministrstvu za zdravje, ki od leta 2000, ko je bil zakon sprejet, pač ignorirajo vse naše pobude. Mi smo jih neštetokrat opozorili, da so zadeve neustavne, da kršijo človekove pravice. In v tej zadevi Pirc, ki je bila na okrožnem sodišču v Krškem, ga je na koncu tudi zastopala odvetnica Mojca Bertalanič-Foršek in je Vrhovno sodišče končno ugotovilo, da gojenje konoplje ne spada pod kazenski znak proizvodnje drog. Zato, ker proizvaja se nekaj za trg, če pa ti imaš za lastno uporabo na vrtu, pa to ni kaznivo dejanje. Jaz sem na to opozarjal že leta, če se spomniš, smo naredili tudi eno analizo kaznivih dejanj in prekrškov, kjer je Mursko-Soboško sodišče in posledično tožilstvo pa policija dejansko izstopali iz slovenskega povprečja, zato ker v Murski Soboti smo imeli kar 70% kaznivih dejanj. Nadaljevanje te Pirčeve zgodbe je tudi sodba enega gospoda z okolice Murske Sobote, ker ga je ta isti sodnik Jug obsodil zaradi posesti 14 rastlin na 4 mesece zapora, 1 leto, mislim, da pogojne, sodbo imam tu pred sabo, 6 mesecev zapora na 1 leto pogojne, vendar je sedaj Višje sodišče v Mariboru končno ugotovilo, isto tak tega gospoda zastopa ta ista odvetnica, ki je končno taki te stvari premika, da je ta, se pravi, kazenski zakonik in zakon o drogah dejansko neustaven, predvsem kazenski zakonik, in je zato ustavilo postopek do odločitva, oziroma prekinilo, moram povedati, do odločitve ustavnega sodišča. Zdaj, kako hitro bo to ustavno sodišče reagiralo in na kakšen način, ne vemo. Je pa dejstvo, da je samo zdravljenje osnovna človekova pravica in zaradi tega nihče ne bi smel biti zaprt. To bi samo še dodal, jaz sem že, imam napisano, jutri grem na izhod, pa si bom zunaj sprintal, eno pismo predsedniku Vrhovnega sodišča in pa ministru za pravosodje, zato ker verjetno bi moralo Vrhovno sodišče ustaviti vse take postopke na
celoten ozemlju Slovenije zaradi enakosti pred zakonom do odločitve Ustavnega sodišča. Ker če višje sodišče ugotovi, da je to dejansko protiustavno, pomeni, da sem tudi jaz bil zaradi 5 rastlin protizakonito v priporu. Tako. 24. marca je dovoljena prodaja vseh zdravil iz izoliranih naravnih kanabinoidov z dovoljenjem za promet in proizvodnjo prepovedanih drog in z licenco za izdelovanje zdravil. Že pred 2 leti pa je bil THC prerazporejen iz prve v drugo skupino prepovedanih drog, kar dovoljuje uporabo v medicini. Rastlina konoplja ostaja v prvi skupini prepovedanih drog, imela naj bi nevarne in hude posledice za zdravje ljudi. Torej, konoplja v rokah farmacije je zdravilo, v rokah navadnega državljana pa je kriminal. Vsi zakoni se pišejo temu primerno. Kako to komentiraš? Glej, čisto enostavno, ti veš, kad sem jaz oster kritik Ministrstva za zdravje na tem področju. Namreč od sprejetja ZPPPD-ja leta 2000 vse niti v rokah imajo uradniki na Ministrstvu za zdravje, ki nočejo slišati o dejansko nobenih spremembah. Ker je bil pritisk javnosti pa z temi seminarji pa okroglimi mizami prehud, so končno dovolili zdravila na podlagi THC-ja, to je naredila vlada Alenke Bratušek, in sicer samo THC-ja, in pa sedaj vlada Mira Cerarja. Ampak, da bi bili to zdravila, so zdravila na podlagi konoplje, vendar z samo konopljo nimajo nobene zveze, ker še vedno se gre samo za THC in CBD. Se pravi, ali marinol, dronabinol, ali pa sativex, ki je kombinacija. Glej, mi smo do sedaj organizirali sama kar nekaj seminarjev v Ljubljani z vrhunskimi svetovnimi strokovnjaki. Lansko leto 7. septembra celo smo soorganizirali z gibanjem TRS seminar oziroma posvet o endokanabinoidnem sistemu in nobeden od teh uradnikov se ni tega udeležil, čeprav je to njihovo delo, plačani so z proračuna. Letos marca ali februarja je pa bila konferenca SEEA v Cankarjevem domu, kjer so 2 dni sedeli skoraj vsi iz Ministrstva za zdravje. Jaz bi rekel tudi tak, nažalost, tisti, ki jih plačujemo z proračuna, da bi delali v dobro ljudi in tudi spremljali znanstvena dognanja, je več kot očitno, da so neki farmacevtski lakaji. Vlada pa nažalost dela po načelu one nadaljevanke angleške, če si jo gledala, yes, prime minister. Se pravi, oni vse pripravijo, očitno pa predsednik vlade podpiše, pač ne vedoč, kaj podpisuje. Dokaz več za to je, mi se o njej, pa jaz sem tudi aktiven v odboru za konoplo, v zvezi nevladnih organizacij, ki smo jo pač bili prisiljeni ustanoviti, in smo na vlado naslovili in na vsa pristojna ministrstva, mislim, da 4 dopise, in se ni zgodilo nič. 10. marca nas je končno povabil na razgovor, nas je vlada povabila, in sicer gospod Slapar, sekretar, in nam je zagotovil, da bomo sodelovali v teh procesih, da bomo lahko podali svoje mnenja, vendar kot že tolikokrat očitno s figo v žepu. Namreč 10. marca so vsi papiri, se pravi od uredbe do izhodišč, ki so jih naši podali na konferenci za droge na Dunaju in v New Yorku, že bili sprejeti. To je še samo en dokaz več zavajanja. Čeprav so zapisali, da so sodelovali tudi nevladne organizacije, zainteresirana in strokovna javnost, kar je navadna laž. Res je sodelovala Zveza nevladnih organizacij za zmanjševanje škod od prepovedanih drog, ki ima tudi 2 predstavnika v komisiji za droge, vendar jih imajo tam samo zato, da jim veselo prikimavajo. Znanstveno je dokazano, da konoplja deluje, vse njene substance, 1068 do zdaj odkritih spojin deluje sinergetično.
In to je tisti pravi zdravilni učinek konoplje, brez stranskih učinkov, medtem ko sintetična zdravila iz konoplje imajo stranske učinke in niso tako učinkovita. Ti si večkrat namreč pozival zdravniški ceh, naj se preneha sprenevedati o škodljivosti konoplje. Kako je možno, da so vsi te znanstveni dokazi, vse te 115, mislim, da je danes verjetno več, znanstvenih študij na temo konoplje in endokanabinoidnega sistema? To je težko spregledati, ne? Glej, konoplja je najbolj raziskana rastlina v zgodovini. Do danes je čez 115.000 študij bilo od 60. leta. Če pogledamo način dela našega ministrstva za zdravje, že prej sem rekel, da so farmacevtski lakaji, ki naredijo vse, da bi ugodili farmaciji. Konoplja je rastlina in rastline ne moreš standardizirati, da bi vedno imela eno in isto vsebnost kanabinoidov in ostalih aktivnih substanc, pravi terpenov in flavonoidov. Je pa neštetokrat dokazano, da izolirani kanabinoidi nimajo učinka oziroma celo lahko imajo hude stranske učinke, vendar enostavno zaradi tega, ker konopljo ne morejo standardizirati, ne more biti tudi registrirana v okviru zakona o zdravilih. Pri nas pa vemo, da pač zdravniški ceh je podvržen farmaciji in to je glavni razlog. Drugi glavni razlog pa jaz vidim v tem, da so uradniki na Ministrstvu za zdravje do sedaj a priori odklanjali vse take pobude, zanikali zdravilnost konoplje in glej, vsakemu je najtežje pluniti vlastno skledo. Ne moreš do danes govoriti tak, čez noč pa spremeniti svoje mnenje, ker s tem dejansko rušiš kredibilnost sam sebi. Meni so dostikrat učitali, da spodkopavam kredibilnost stroke. Jaz sem jim pa vedno rekel, gospodje, ne vi si jo sami spodkopavate, zato ker govorite neumnosti. Zdaj ocenjuje se, da je v Sloveniji že nekje 20.000 ljudi, ki se samo zdravijo s konopljo in vsaj 10krat toliko ljudi, ki jo redno kadijo. Imamo pa 4krat več zasegov konoplje kot v drugih vzhodnoevropskih državah. Ti si večkrat odkrito pozival, naj se ta praksa preneha, ker je v nasprotju z enotno konvencijo o drogah in z deklaracijo o človekovih pravicah. Lahko še nekaj o tem? Ja, glej, to je dejansko vse to temelji na lažeh teh istih uradnikov. Namreč res je bila konoplja prepovedana z enotno konvencijo leta 1961, vendar naši vrli uradniki pozabljajo na 28. člen te iste konvencije, ki konopljo za industrijske namene, se pravi za prehrano, vlakna, barve in tak naprej, in v hortikulturne namene izvzema iz konvencije. In zdaj, glej, dokler konoplja rase na mojem vrtu, je to hortikultura, roža kot vsaka druga in zaradi tega ne bi smel nišče biti kriminaliziran. Še večja neumnost je zdaj, če pogledamo, verjetno smo edina država, ki ima konopljo deklarirano kot hrano po pravilniku, ki ga je lansko leto sprejelo Ministrstvo za kmetijstvo in je obenem v prvi skupini prepovedanih drog, ki je zelo nevarna za zdravje ljudi. Tu se samo še vidi večja, zlonamernost teh uradnikov ali pa neumnost. Zdaj, v nobenem primeru pa ne bi smeli biti zaposleni pač tam, kje so. V mnogih državah je konoplja ljudem že čisto normalno dostopna. Kanada pripravlja legalizacijo v letu 2017, ti pa si zaradi te iste rastline v zaporu. Imaš neko ocenitev, kako drago davkoplačevalci plačujemo prohibicijo konoplje? Absolutno, glej, tu z mano je en gospod v zaporu, ki je dobil za 25 gramov 2,5 leta zapora. Od tega je bil en postopek speljan za 0,28 grama. Če računamo ceno na črnem trgu, je gram konoplje med 5 pa 10 evrov, se pravi, so oni vso mašinerijo od policije, tožilstva, forenzičnih laboratorijev, sodišča, ne vem česa, vse sprožili za 2 evra. To je neumnost.
to je tudi proti navodilom Vrhovnega državnega tožilstva, ki po navodilih že iz leta 2012 določa, da do 3, celo 10 rastlin v določenih primerih, kjer ni preprodaje, in mislim, da 20 gramov konoplje v žepu predstavlja dejanje majhnega pomena. Jaz pravim, da je to kruh brez motike za policijo, še posebej na področju Murske Sobote, ker v Murski Soboti moramo vedeti, da je zaposlenih recimo 38 kriminalistov in po njihovih podatkih 70% dela predstavljajo droge, beri konoplja. To pomeni, da 26 kriminalistov ne dela nič drugega, kot protizakonito preganjajo ljudi za nekaj, kar sploh ni kaznivo dejanje. Čisti primer je bil enega konstrukta, takrat, ko sem jaz bil v priporu, to se zdaj vidi iz te zahteve višjega sodišča, iz Pirčeve sodbe. Tam je bilo na moji hišni preiskavi 8 kriminalistov, pol smo imeli ne vem koliko narokov, samo moj odvetnik, zagovornik je takrat prejel po uradni dolžnosti nekaj čez 3000 evrov pač iz državnega denarja in vprašali si me za oceno stroškov. Če računamo, da en takšen postopek stane recimo med 10 in 20 tisoč evri in če je od leta 2000 povprečno do danes bilo med 1500 in 2000 primeri letno, se lahko vsak sam zračuna. Tu moramo še upoštevati tako imenovano sekundarno škodo. Vsak, ki je obsojen nad 6 mesecev zapora, ga mora delodajalec odpustiti in namesto, da bi plačeval v proračun svojimi prispevki, gre pol ali na socialno ali v zapor, kjer za njega še dodatno plačuje država. In ko prideš iz zapora, jasno si še naprej na socialno. Absolutno, in to je pravzaprav tista najhujša škoda. Ocenjeno pa jaz imam nekje, sem delal ene izračune, recimo da povejo, da je to okrog 50 milijonov evrov na letni ravni. Poleg tega, da je verjetno razpadlo tudi kar nekaj družin na ta račun. Brez skrbi. Ti imaš predavanja po celi Sloveniji, tudi v tujini. Zelo si aktiven na tem področju, sodeloval si tudi pri študiji, kako konoplja vpliva na epilepsijo z dr. Neubauerjem, ne? Ja, in dr. Hornbyjem iz Kanade. Tako. Skratka, zelo si se izpostavil. Je to kakorkoli vplivalo na te tvoje sodne procese? Po moje, zdaj direktno tale študija ne, je pa predvsem vplivala tale opozarjanje na nezakoniti pregon uporabnikov konoplje. Namreč 200 tisoč, kot se rekla, ljudi, 200 tisoč ljudem vsak dan diha policija za vrat. In najbolj se je to začelo, ta pregon, po tisti objavi poročila. Ti moraš vedeti, da je že od leta 2008 opozarjamo lokalno policijsko upravo Mursko Soboto na njihovo nezakonito delo. Tako verjetno je povezano s tem, pač nihče nima rad, če ga javno opozarjaš na njegove napake. Kar se pa tiče tele študije, jaz sem se že večkrat javno zahvalil dr. Neubauerju pa Hornbyju, ker sta imela po domače pogum, da sta to sploh naredila. Namreč pediatrična klinika nevrološki oddelek je lahko uporabljala čisti, prečiščeni CBD in še to po težkih mukah in borbi z Ministrstvom za zdravje. Vendar vsak, ki prebere nekaj o konoplji, ve, da izolirani kanabinoidi, kot sva rekla prej, nimajo učinka. In dejansko moja naloga je bila ozavestiti starše, ki so imeli otroke z velikimi težavami in na srečo so se starši odzvali. Najprej smo naredili študijo na 30 otrokih, pol smo morali zmanjšati zaradi nepopolnih podatkov na 10. In glej, seveda je farmacija in vsi tile pritiski za to, ker je bil dejansko 90% uspeh. 5 otrok je ostalo brez napadov, ostali 4 so imeli bistveno zmanjšane napade, boljše kognitivne funkcije. In to, da farmacija pa državni aparat pritiska na take, ko sem jaz po celem svetu, ni nič novega. Zato ker, glej,
odžiramo jim velik del dobička, ker če ti zdravilo lahko rase na domačem vrtu, to ni nikomor v interesu. Si želel še kaj sporočiti, kaj da nisem vprašala? Jaz sem hotel predvsem opozoriti, največji krivec na tem področju seveda so tele uradniki na Ministrstvu za zdravje, skupaj seveda z policijo. Še najbolj bi pa izpostavil nezakonito delo sodišč, predvsem okrožnega sodišča v Murski Soboti na tem področju. Namreč tu se dogaja marsikaj. Mi imamo v Murski Soboti si sodniki kar razdelijo področja dela, eni imajo kazenske seveda, ne? Eni imajo droge, eni imajo to. Te nezakonitosti so pa šle tako daleč, recimo, da imaš celo tako imenovanega izbranega sodnika. Meni je v vseh primerih sodil Stanislav Jug. Ta gospod, ki je tu z mano v zaporu zaradi teh 25 gramov konoplje, mu je sodila vedno ena in ista sodnica in to je ne samo, da je nezakonito, to je protiustavno in takšen sodnik, ki te non-stop vidi parkrat, ne vem, vsako leto ali večkrat na leto, ne more biti nepristranski. Prav zaradi tega ustava določa, da imaš pravico do tako imenovanega naravnega sodnika, se pravi izbranega naključno. In jaz močno dvomim, da je nekdo, ki ima 6 ali 7 postopkov kazenskih, da je naključje, da mu sodi vedno en in isti sodnik. Jaz osebno proti pravosodju nimam nič, ampak tega sodnika Juga se mora kazensko ovaditi, zato ker taka praksa se dejansko mora prenehati. Tu bi samo še povedal mogoče to, ko sem jaz kazensko ovadil sodnika Stanislava Juga iz okrožnega sodišča, sem seveda kazensko ovadbo poslal najprej na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, ki je mojo obtožbo, čeprav je imela vse elemente, ki jih to mora imeti, zavrglo. Pol sem prevzel pregon sam in ko je okrajno sodišče, ker se je okrajno sodišče v Murski Soboti moralo izločiti, ker so dejansko kolegi, mi je spet sodbo zavrglo in sem se moral pritožiti na višje sodišče in to je zdaj že 1 leto in se ni dejansko zgodilo nič. To je še en dokaz, da sodniški ceh dela tudi malo po domače in proba vse skupaj pospraviti pod preprogo. Jaz upam, da se čim prej srečava zunaj na prostosti, Božidar. Zdaj ljudje, ki bi te želeli podpreti, kaj predlagaš, kako te lahko ljudje podprejo? Najbolj bi bil vesel, da se čim več ljudi udeleži našega shoda za konopljo, ki bomo ga imeli 1. junija. Namreč jaz sem prepričan, da bom na tem shodu tudi sodeloval, čeprav sem v zaporu. Zato, da končno pokažemo vladi in vsem, da delajo neumnosti in da so plačani predvsem zato, da delajo dobro v nas, davkoplačevalcev in pa svojih državljanov, ne pa da delajo direktno proti njim. Čim več se nas bo udeležilo, bolj bomo glasni in dlje se bo slišal naš glas. Naš slogan je? Konopljen cvet za boljši svet. Božidar, najlepša hvala. Hvala tebi.